Čau, sončki, dobrodošli nazaj. Kakor vidite, ta teden mal zamenjan. Ni Petre, jaz nisem dobil nobenega gosta, če sem čist fair, je bilo tako busy, da ja, tudi do zadnjega trenutka sem čist pozabil, pač kaj se bo dogajalo ta teden. Tako da, evo, najprej kavica. Zdaj pa gremo. Ups, evo, sem že polil, tako da super mi gre. Gremo čez Les Bastonleš, prihaja Romandija. Nekaj sem slišal še od Šimanota, kaj se dogaja. Potem pa bomo šli predvsem čez spletno stran, zato da boste videli, kakšne ugodnosti imate, kaj se dogaja glede kluba itd. Tako da, če boste imeli kakšno vprašanje tudi glede tega, kar zapišite v komentar. Mogoče ne bo tako dinamičen tale podcast zaradi tega, ker ja, nimam nobenega sogovornika. Ampak za tiste, ki vas zanimajo predvsem ta kolesarski community, igrica naša, ki smo jo zdaj naredili oziroma še čakamo na Stravo in pol bo vse zrihtan. Ja, tiste, ki vas to zanima, se pa priključite, pa predvsem gremo podebatirati tale Liège-Bastogne-Liège. Tako da bomo kar s tem začeli, oziroma najprej začnemo z Petrinim obvestilom. Mi poslala message, kaj vam moram povedati, pa bom kar direkt prebral. Glede rund ta teden bojo, se pravi torek pa četrtek runde so standard, v soboto je ona napisala, da ni izleta, ampak če se boste meni javili, se pravi pod Proof Cycling, da bi šli nekam. Jaz imam idejo, da bi šli, se pravi, čez Črnivc, na uno stran dol, pa pol nazaj. To bi bila po moje glih enih 100 km, ne preveč zafrknjena trasa, tako da ja, evo, kaj tazga, če bi kdo šel, v soboto se dobimo, pa pičimo. Tako da to je to. Je pa naslednjo soboto rekla, da bo 160 km plus dolga trasa, cirka 2500 višincev, skupina bo do 15 oseb. Po objavi na Instagramu bom spremljala prijave, ko bo polno, je pač polno. Tako da, evo, to spremljite, takrat, ko bo več, mislim, takrat, ko bo objavila, če bi radi šli na eno tako kraljevsko traso, se pač prijavite. Je pa fajn, če imate vsaj 2000 km letos, tako da boste lahko pač zmogli to traso odpeljati. Zato, ker načeloma se prav orang ne bo čakal, če se kdo pač ja ne bo mogel voziti, bo mogel poklicati taksi. Tako da, evo, zdaj pa gremo. Liège-Bastogne-Liège, nekako, kakor so že s Petro podebatirala, po pričakovanjih, Remko je šel nek svoj ritem gor v Laredu in odpeljala sta se Seksas pa Pogi in meni je bilo najbolj zanimivo to, te najbrž tudi predvidevam, da vam, ki je pokazal helikopter po razdaljo, ki sta bila že tik pred vrhom, koliko sta jim dala lufta, ne vem, tam je vsaj meni izgledalo ene 300-400 metrov, v enem kilometru sta naredila razlike v strm klanc in ja, je bilo pač noro zavideti, kako že na najvišjem nivoju, kako sta dva lahko pač toliko močnejša. In jaz nam rekel, da me je Seksas kaj presenetil. Je nekako vozil po pričakovanjih in zelo dober tudi, tako da, ne vem, vsaka čast in ja, jaz upam, da ga bomo pač še videli, ne, kva? Itak, da ga bomo še videli, ampak jaz sem poslušal par podcastov pol še za kaj se pričakuje, zakaj ga vzeti na tur oziroma zakaj ga ne vzeti na tur in so tudi tisti, ki so rekli, da ga ne vzeti, so imeli v bistvu zelo smiselno so povedali, zakaj pač ne. Zaradi tega, ker mogoče tur, vsi vemo, saj tisti, ki spremljamo že zadnjih, ne vem, 10, 20, 30 let, da tur je največji pritisk je na turu, od novinarjev, od vseh ostalih, od sponzorjev itd. In pač javnosti tako naprej. Tako da in iz tega vidika, ja, je mogoče bi bilo boljše, če bi šel odpeljati rajš kjer drug Grand Tour v sezoni, kakor pa pač začeti s turom, ampak glede na to, kako se pa voz,
pa mislim, da vsi mi bi radi videli, da pač gre tudi na tur, zato ker bo, vsaj iz mojega vidika, ki gledam, bo tudi malo manj pritiska na Pogačarju zaradi tega, ker je še Seksas prišel, vsaj iz strani novinarjev. Tako da, ampak jaz mislim še vedno, da je Seksas zdaj nekje na ravni Vingegaarda, kar se tiče enotedenskih dirk, če bo pa 3 tedne zdržal, to bo pa pač sam, cajt pokazal. Tako da, ne vem, zdaj bom dan še par številk iz letošnjega Lieža, se pravi, Laredu sta odpeljala mislim, da 14 sekund hitrejše Seksas od lani od Pogačarja, Pogačar je pa mislim, da 13 sekund šel hitrejš, ali 10 sekund hitrejšno, kakor je. Skratka, bila sta v sekundi razlike, pa več kot 10 sekund hitreje sta odpeljala, kakor je lani bil od Pogačarja, pač, ki je bil pa top cajt do zdaj. Tako da Pogačar ne bi šel letos 8,81 vata na kilo, tako da, vsi, ki se voste, pa da zdržite 3 minute 50, 8,8 vata na kilo, to bi bilo kar noro. Večina nas drži mogoče 4 ali pa 5, tako da, vsaj toliko. Cela dirka, to, kar meni bilo najbolj impresivno, je, da so imeli povprečno hitrost 2,4 km hitrejš od lanske, ki je bila najhitrejša do lanskega leta. Tako da, pač cifre so nore. Se pravi, Pogačar je bil prvi, Seksas drugi, Evenepoel je dobil šprint, se pravi, skupine. Tako da, tukaj ne vem, če je pri Liežu sploh še kaj dodatnega za dodati. Meni teh zadnjih, koliko je to bilo, 15 kilometrov, ki sta se odpeljala, ne vem, je bilo noro, mislim 15 kilometrov. 30 kilometrov, ne? Mislim, da okrog 30. Zdaj sem že malo zmeden, ker imam toliko informacij zdajle v glavi, kaj moram vse povedati, tako da se vam opravičujem, če sem kakršnokoli cifro zamočil, ampak zanimivo mi je bilo, kako je tudi Seksas dajal lepo menjave. Še Pogačar je v cilju rekel, da je pač bil presenečen nad tem, da se je že nekako pripravljal na ciljen šprint v glavi, tako da to, kako kolesarji začutimo drug drugega in da ga pol še vsem Pogačar tudi še probava in ki je pa odpadel Seksas, pa mislim, da mu je dal Pogačar v parih minutah mu je 30 sekund, tako da takrat ga je mogel res zabiti, ampak da je že do tam zdržal, vsaka čast. Jaz mislim, da je bila to ena izmed, vsaj zadnjih par 10 kilometrov, ena izmed najbolj zanimivih dirk letos tudi. Tako da, ne vem, jaz upam, da bo, se pravi, Francozom, sem vesel, da so dobili enega zvezdnika, ker to za kolesarstvo pomeni sam plus. Tako da, ne vem, tukaj pri Liežu kaj dodatnega za dodati, razen to, da sta ta dva iz drugega planeta, niti ni. Lahko vam povem za Shimano, ne bi bila informacija, da Dura Ace letos še vedno nov, tudi če sem ga že lanski let pričakoval in zdaj je info, da naj bi prišel z 2027. Se obetajo, pa če to res drži, take spremembe, da, bom sam tako povedal, da Shimano zgleda hoče imeti monopol, zdaj pa si to vi predstavljate, kakor veste in znate, ampak naj bi prišla grupa ven z 2027, pa ne samo ena grupa, ampak kar komplet range naj bi se iz danes na jutri spremenil. Tako da, to je to. Danes se začne Romandija, prva dirka je prolog, pol imate pa v bistvu še 5 ali 6 etap, se pravi 5 etap, v nedeljo se zaključi, edina etapa, ki se zaključi s klancem gor, so pa mislim, da še 2 ali 3 etape, ki se zaključijo tako, da bo spust v cilj. Še malo kavice. Tako da, na Romandiji od naših so Poggi, Novak, Tratnik pa Roglič.
Je kar še nekaj drugih imen takih, ampak tukaj se bo mogoče spet videl, ja, koliko je mogoče Pogačar pred vsemi, koliko je velika ta razlika, vsaj jaz mislim, da so pokazali. In ja, nažalost, kjer se bojo, to sem glih komentiral včeraj v grupo, da kjer se pokaže Pogi, Vingegaard pa Seksas, da praktično vsi drugi bojo derkali samo še za četrt mest. Saj, ja, jaz ne vidim, da bi kdo trenutno lahko konkuriral tem trem po trenutni moči itd. Tako da, evo, to je Romandija, ne bom kaj preveč. Evo, zdaj pa gremo na spletno stran. Ta teden ocenevanja koles tudi, če vas je parih poslal, ne bo, zato ker ni Petre in je pač škoda, da sam jaz ocenjujem, tako da boste naslednji teden. Še vedno tisti, ki ste bili žrebani v prejšnjem mesecu, noben se še ni javil, da bi pobral nagrado. V bistvu en se je javil, sam ga še ni bilo po nagrado, ker je rekel, da v pršo imem. Tako da, evo, pridite po nagrado, če še ne vete, kdo kje je bil žreban, bom dal jaz kar še v opis, oziroma si poglejte ja, un podcast po moje, ja, no, bom dal jaz še kle v opis. Tako da, zdaj pa spletna stran. Prenovljena, oziroma najprej moram še povedati, dodana je Monument kolekcija gor, tako da si to lahko pogledate. Ta kolekcija trenutno naročenih dresov je samo, mislim, da 5 ali 6 kosov, od XS do XL, tako da to je to. Če oddate naročilo rečemo do konca tega tedna, bo tudi vaš dres prišel, ampak te dresi bojo po vsej verjetnosti šele julija. Sam toliko ne pričakujte, da bo to iz danes na jutri, so pa vsi Asos, ekip RS linija, ne bomo jih pa naredili več kot kar 20. Se pravi, vsa naročila, ki zdaj pridejo, meni osebno sta mi najbolj všeč za Liež pa za Flandrijo. Ja, tako da vsi, ki boste oddali naročila, maksimalno dresov bomo naredili 20. Za Monument kolekcijo ne bomo delali dodatnih dresov, ampak trenutno naročenih je pa sam par kosov, tako da če pa še kdo hoče, ne vem, 2XL velikost, 3XL ali pa 2XS, pač tudi lahko naroči, bo dodan v trenutno naročilo, tako da to je to. Niso še potrjeni strani Asosa, tako da lahko so majhne spremembe, predvsem zadnji na žepih, ker oni žepe imajo samo v črni barvi, tako da tam lahko pričakujete, da bo to sprememba, vse ostalo ne bi pa ostalo isto. Sam, da vam na hit povem. Ok, gremo zdaj si bom pa jaz to kar bral, zato ker, da nam kaj pozabil. Jaz bom to poimenoval Approved 3.0, tako sem si jaz predstavljal našo spletno stran že na samem začetku. Vem, da kar še nekaj prevodov itd. Še ni narejenih tako, kot bi mogli biti. To se bom lotil, upam, da v tem tednu in bo do konca tedna bojo tudi vsi prevodi v slovenskem jeziku pač tako, kot morajo biti. Zdaj, če koga to že zdaj zmot, jaz se vam opravičujem, ampak sem sam in ja, ne morem vsega zrihtati tako hiter, pa predvsem tako dober, kot bi si želel. Tako da, kar se tiče v dashboardu, zdaj imate, se pravi, ko kliknete v ikonco človečka desno zgori, se vam odpre dashboard in se pravi nek dodaten meni, kjer boste videli, kjer lahko dodajate slikco svojo, tisti, ki ste v klubu, boste imeli še dodaten meni, ki se vam bo odprl, zdaj pa najprej gremo za tiste čez, ki niste. Se pravi, lahko dodate svoj kit, lahko dodate svoj kolo, pri kolesu je najbolj pomemben to, da lahko dodajate vse mere, tudi ko greste pol, ne vem, na kakšen bike fitting, sami kaj spreminjate, imate zdaj dashboard, kjer je pač vse not zabeleženo, lahko tudi downloadate to v PDF formatu, kar pomeni, da tudi pol, ko, ne vem, kolo prodajate, lahko zloadate pač dol in ja, potegnete dol, no. In boste imeli vse pač tam noter. Tako da je nek tak zelo lep add-on za vse, ki malo razmišljate, se pravi, o kolesu, da se ne samo usedete, zato ker vsi te dodatki, ja, ne vem, polhanje takih zanimivosti, ki vam lahko pomagajo. Tudi imate noter
se pravi obrabo itd. Vse komponente lahko date noter in si sami prebeležite, na koliko 1000 kilometrov želite, da vas program obvesti, da rabite nov kos. Se pravi, ne vem, za verigo, za plašče, ne vem, menjavo tubelessa itd. Vse to si lahko prebeležite, tako da ne rabite vi konstantno razmišljati, ja, to sem pa takrat, oziroma kukarkoli, imate vse zdaj noter. Sčasoma bo zvezan tudi še program za račune, tako da boste imeli čisto vse račune noter, ne samo orderjev, ampak tisti, ki me poznate, veste, da nikoli nisem kompliciral, važno, da mi vi poveste, že jaz račun najdu. Tako da, evo, to je mogoče te prve dve take stvari. Tudi vaš kit, ki ga boste dodali, tega manekena bom še zrihtal, oziroma manekenko, tako da, ko boste po kolekcijah scrollali, da boste lepš videli, kaj dejansko paše zraven, tako da sploh zdaj, ko bo dodanih še kar nekaj barv, ko bo nova kolekcija vam prišla itd., da boste imeli res, sploh za ta klubska kolekcija, da boste imeli res lepo razvidno, kaj si želite imeti, pa kako gre kaj zraven. In ja, jaz mislim, da bo pač to ful, ja, vsaj meni je ful všeč. Dodajate lahko od čelade, očal, dresa, čevljev, štumfov itd., tako da vse to, če koga karkoli zmot, oziroma da vidite, da bi se lahko zboljšali, mi napište, bom jaz pač probal zrihtati in ja, je to to. Ko bo enkrat povezana Strava, boste imeli noter tudi TSS score, vsi, ki so v klubu, ste avtomatsko pol tudi v temu našemu tekmovanju, v tej naši igrci noter. In tisti, ki pa niste, se pravi v klubu, pa bi bili radi v igrci, vas pride pa 10 evrov do konca leta in to je to. Se pravi, plačate enkrat in ste do konca leta pač v tej igrci noter, kar tisti, ki niste v klubu, ne boste mogli imeti, je se pravi ta slikca na race cardu. Se pravi, race card je, bomo do tega še prišli, grejo najprej, ja, za navadne userje, kaj bo. Se pravi, ko date naročilo, bi zdaj mogli vi dobiti avtomatsko, ali želite dodati te produkte v vaš profil, tako da jih lahko, se pravi, vi ste lahko kupili tudi kaj, ki ni za vas, in zdaj jih lahko poklikate izmenično, kaj želite dodati in kaj ne. Tisti, ki naročite kolo, zdaj vas je že bilo enih par, dobite prav mail, ki je noter zabeležen, v kateri fazi je kolo. Se pravi, so deli naročeni, kaj vse je naročen, kdaj ne bi bil dostavljen, pač tako. Imate vse, tako da se ne rabimo po mailih pisati itd., ampak je vse pač noter zabeležen. Lahko postavljate kakšno vprašanja, zapisnik je noter itd. Zdaj smo pa, kaj je dodatno. Se pravi, pri race cardu, tisti, ki ste v klubu, ste avtomatsko dodani pač v to igrco in ja, sodelujete za pač mesečne nagrade in za končno nagrado, ki bo konc leta. Zaključek, se pravi, kjer se bo podelila ta nagrada oziroma kjer bo žrebanje, bo v Velobaru v decembru. Kar se tiče kluba pa skupinskih voženj, bojo potekale vsi, ki ste že bili tukaj, se pravi, vse skupaj bo potekalo z Velobarom v sodelovanju in bomo imeli, se pravi, torkove, četrtkove, sobotne runde, pol bomo imeli pa še dodatno kaj, ki se bomo zmenili z Matejem pa z Miranom in mogoče se še to dobimo enkrat na mesec, enkrat, ne vem, bolj na Dolenjskem koncu pri Miranu, enkrat bolj na Štajerskem koncu pri Mateju, samo toliko, da boste vedeli trenuten. Ja, mogoče ne bo še čistko potekal, kukar ne, da bi si želel, ker meni je kle the best, ampak ne bo specifično tedenskih rund, še dodatno, še za posebej ločeno od, se pravi, Velobar rund in izletov, ampak se boste lahko pa sami pač pogovorili na Discordu, Whatsappu, se pravi, če ste eni štajerskega konca, se boste pač tam dubali. Skratka, buildamo nek community, ki pač ste z vseh koncev Slovenije ali pa sveta in pač, da se dobite skupaj.
Zaključen izlet, to je tudi že potrjen za letos, naredili ga bomo po vsej verjetnosti v vikendu 10.10. Točen kje bo, kaj bo, še ne bom razkril, ampak bo po Istri 300, ki je pa mislim, da en teden prej. Se pravi, takrat, ko se vse zaključi, meni je všeč, da je pač ta zaključen gathering, da je na konc leta, zaradi tega, ker takrat ste vsi malo bolj sproščeni in ne razmišljate samo v treningih in ja, se bomo logično zapeljali vsak dan in zraven bota še Miran pa Matej, ki bota pač delila kakšne nasvete itd., pa da vidite te različne nivoje. Bo pa za vse. Se pravi, vsi, ki ste v klubu, so te lahko pač vozili. Se pravi, vsi, ki se v klub prijavite do 15.5., boste zdaj dobili še gratis Life is a Journey dres, se pravi iz kolekcije. Trenutno se že lahko prijavite, ampak je možno samo z gotovino, dokler še nimam TRR-ja, pač ja, se ne da prijaviti direkt pač v klub. Tisti, ki ste v klubu, boste tudi imeli možnost glasovanja, katere majice so vam všeč. Načeloma se bo naredil 6 do 8 majic v 4 barvah. Se pravi, to je od 24 do 32 majic. Tako da boste imeli kar veliko za zbirati. Bota 2 majici, ki bota bolj, se pravi, subtle design, da ne bo preveč divja, pa bota pa 2, ki bota pač malo bolj divje. Tako da zbirali boste pač med temi. Trenuten dizajni, Matej pa Miran ste jih že videla. Mislim, da jih je bilo generiranih že ful. Meni je res ene par mi je čist hudih, bi jih imel takoj. Tako da, ja, to je to. Kar se tiče samega kluba, nikoli ne bomo imeli gor sponzorjev. Sponzorji tisti, ki bojo objavljeni tukaj na podcastu. Se pravi, vsakič na podcastu, ali se bo pa spodaj vrtel, boste pač videli sponzorje. Ne bojo pa nikoli printi na majicah. Če bomo dobili pa kakšnega večjega sponzorja, kdaj v prihodnosti, bomo pa naredili prav majico direkt za sponzorja. Pa to ne pomeni, da bo njihov logo gor, ampak sam pomeni v njihovih barvah, mogoče kakšen slogan dodan, kaj na ta princip. Ne bomo imeli pač derkali se bo na določeni derki pač prosto specifično majico, tisti, ki bojo pač derkali. Ja, to je to. Se pravi, več kot to iz strani, tudi če bomo dobili sponzorje, ne bojo nikoli dodani, ker se mi zdi, da je večja dodana vrednost, da so vsakič, da se klekaj v njih pove, kukar za to, da so na majici, kjer pač za vse, ki kolesarimo. Meni so te majice z raznimi sponzorji gor tako ogabne, da je pač ne dam nikoli gor. In ja, če ne bomo imeli nikoli sponzorjev, pač ne bomo imeli, bo community sam zase poskrbel in pač, da bomo lahko pač imeli majice, drese itd., ampak meni je važno, da dobro zgledamo. Če bomo dobili pa tako kakšnega sponzorja, pa the best, ker sponzor mora biti inline z vizijo kluba in tudi če ponudi ne vem kakšen denar, pa da hoče biti na majici, se pač to ne bo zgodilo. Tako da že vsemu naprej povem, prvo je dizajn majice, pol vse ostalo. Tako da, evo, to je to. Da ne bo kdo mislil, da bo kdaj karkoli še drugega, razen approved, pa od Asosa logo ne bo čist nič drugega na majici. Tako da, evo, to je to. Se pravi, kaj boste še dubali tisti, ki boste poleg tega, da zbirate, da imate ta race card, da lahko dodate svojo slikco. Ta race card se bo lahko tudi delil na družbenih omrežjih, imate sam gumb in je to. Kompletna kolekcija, se pravi vse za člane, kar bomo imeli iz naše strani, bo cirka 30% znižan, razne čelade, očala, dresi, komplet kolekcija, se pravi vse bo narejen po Asosu, kar se tiče tekstila, tako da veste, da bo res dober. Večinoma bo RS pa R linija in za ženske in za moške, tako da to je to. Se pravi, igrica bo imela mesečne nagrade, pa vsak se lahko včlan za 10 evrov. Tisti, ki ste pa v klubu, ste pa že avtomatsko včlanjeni. Se pravi, do 15. maja zdajle vsi, ki se boste včlanili, se pravi 100 evrov je članarina, s tem, da ste in v igrici in še majico za 99 evrov dobite. Tako da to je to. Zdaj, kako se bo pa ta igrica, kako bo pač šlo, to je meni najbolj všeč.
Se pravi, gre tako, da je testni mesec bomo imeli zdaj v maju, potem bo pa v juniju se pa zares začne. Se pravi, vsi, ki se boste zdaj prijavili, če v karkoli, da bo narobe, kakšen error itd., mi boste pomagali in bomo zrihtali, tako da rečemo, da junija, da pač se res začne. Jaz to, kar imam iz Strave gor, ker trenutno sem edini povezan, se lahko že vidi na povezavi, se pravi, če greste na proofcycling.com spletno stran, imate levo pač Let's Ride Club in vidite moj race card, tako da to bi mogel biti posodobljen. Se pravi, zmagovalec, kako se bo zmagovalec zbral. Eno so kilometri, višinci, koliko vožen bo naredil, najdaljša vožnja, pol bomo imeli pa še tale. O, bože mili, se pravi, FTP, koliko se bo izboljšal FTP, se pravi, ni nujno, ki so že ful dobri, ne morejo več orang zboljšati FTP-ja, se pravi, ima vsak možnost, pa še heart rate. Se pravi, pri heart rateu isto ne bo, isto ni pogojen s tem, koliko si dober, koliko si slab, ampak ja, nekako na ta princip sem si zamislil, tako da imamo tudi tisti, ki ne delamo veliko kilometrov, šanso pač, da se kdaj zmaga. Vsi, ki so, se pravi, v ožjem krogu, ne bomo mogli tekmovati noter, se pravi, ali pa tako bom rekel, jaz ne morem tekmovati noter, vsi ostali ste pa možni pač, ja, da dobite pač nagrado. Miran pa Matej bosta noter, ampak ne bota deležna pač teh nagrad. Tako da, evo, to je to, vsi ostali imate pač šanso, da se tekmuje. Tako da, pol bojo še razne ugodnosti, se pravi za člane, če date noter. A ja, nujno morate v profilu si dati, a ste moški ali ženska, zato da padete v ta pravo kategorijo. Se pravi, posebej bomo imeli za moške pa za ženske. Glavna nagrada na konc leta bo pa frameset Niche Fate, se pravi vrednosti 5000 evrov. Tako da, ja, poleg mesečnih nagrad, ki bo bidoni pa te naše majice, ki so za 9,99, imate še možnost tukaj tekmovati, tako da mislim to dobiti. Zdaj sem kaj še pozabil. Načeloma jaz mislim, da je to, da se naredili v Sloveniji nekaj, kar sem jaz pričakoval, da bomo že 4 leta nazaj lahko naredili, pa še nismo mogli, zdaj z novimi programi rečemo, da se to da. Jaz bom ful hvaležen vsakmu, ki se bo včlanil v klub, ker pač pa ko bo kaj nabavil na spletni strani, ker edin tako lahko pač se nadaljuje, pa da naredimo v Sloveniji glede na trenutne profi kolesarje, ki so tako dobri, se mi zdi, da dosti stvari ne deluje tako, kot bi mogli. In ja, ne vem, kje bomo čez par let, ampak jaz mislim, da tako, kot se je zadale zdaj spletno stran in klub, da smo na dobri poti, da se naredi nekaj pač res fenomenalnega tudi v Sloveniji. Jaz nočem iskati izgovorov, kje delam kakšne napake, da nimam dosti cajta, ampak ja, če bi se lahko podupleral, bi bilo že dosti stvari še boljš narejenih. Se pa trudim, no, tako da hvala vsem, ki podpirate in ta podcast in ki nabavljate pač pri nas, ki brez vas pač ne bi šlo. In ja, jaz sem res vsem pač iz srca hvaležen. Pa še, če nekaj lahko naredite, ki je pač zastonj tudi, da date Google review, lahko je tudi negativen, mogoče sem pa kaj novega naučil, tako da, evo, tisti, ki še niste dali, lahko še to kliknete in ja, to je to. Nič, do naslednjič, ko bom imela s Petrom malo več zapovedati. Uživite na kolesu, se vidimo danes po četrtek, pa pol še v soboto, še enkrat tisti, ki boste hoteli iti na rundo, sam dopište. A ja, še nekaj vam zapovedati. Na poti so six wheel verižniki, tako da tisti, ki hočete imeti čist črn verižnik, je na poti 11,34 samo za Shimano, pa mislim, da je še moder pa rdeč. Potem so pa na poti še Chaser rotorji, pa razni te dodatki, jaz sem jih testiral, zdaj so dali nove ven, tako da evo, še to v kratkem pride, čelade so tudi že na poti in upam, da bojo pač čim prej prišle.
Zdaj se je sestavil glih en niš fejt, tako da tega še pofotkam. Prejšnji teden je vzel gospod je Dubuno, prevzel je Pinarelota. Sestavlja se še rdeč Pinarello, pa še un moder limited izdaje se sestavlja, tako da ja, kar neki koles bo za videti. Ne vem, posodabljali bomo spletno stran še vsaj en mesec, tako da bo še polha novosti prišlo, jaz bom vsakič jih povedal na podcastu. Komentirajte spodaj, me res zanima, a so vam te novosti, ki sem jih povedal, zanimive, a vam niso, oziroma kaj bi radi imeli, da bi bilo to wow, jaz se pa hočem učlaniti, tako da evo, to še na, to bi vam bil ful hvaležen, da poveste, zato da pač probam jaz delati v tej smeri, da vas je čim več. Jaz pač res upam, da bomo največji slovenski klub že letos ratali, če pa ne, pa naslednji let, zdaj to je, ne vem, najbrž ene, 300 članov. Jaz mislim, da glede na to, kaj se dela, kako se dela, da je to vse pač možno. Kar se tiče samimi članarinami, sem toliko, da ne v tem mislil, da bom to dal jaz kaj v žep. Se ne da dati. Vse članarine bodo šle za to, da pač klub čedalje bolj raste, pa da so pač določene kolekcije itd. Za tisto ta glavne kolesarje, ki bojo imeli pač določene stvari pokrit. Mogoče začnemo tudi še z mlajšimi kolesarji s časoma, od razne prehrane itd. Skratka, polhanje enih stroškov, ki se naberejo, tako da ja, to je to. Nič, jaz sem zmatran, ampak ful vesel. Nič, dosti je bilo nakladanja, upam, da vam, ja, da vam je bilo v redu me poslušati danes, tudi če sem sam, tako da do naslednjič. Se vidimo na bajku. Čau.